Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja, magistra industrijske farmacije. Danes bom govorila o zelo aktualni tematiki in to so maskne. V bistvu v tujini ta izraz že zelo dolgo obstaja in tvori se iz aken in pa maskne. Zdaj veliko se zadržujemo na delovnem mestu ali pa kamorkoli gremo, smo pod masko, a ne? In naša koža ima naravni mikrobiom tak, da na njega vpliva tudi okolje. In z masko naredimo okluzijo, torej spremenimo okolje, spremenimo mikrobioto na koži. Mi zrak izdihujemo, ustvarjamo vlažno okolje, potem naberajo se bakterije, toplo okolje. Mogoče imamo make-up in še ta make-up deluje kot nečistoča. Lahko so kakšne aktivne snovi v kozmetičnem izdelku. Po nekem času začnemo pod masko tudi se potiti normalno, torej se vsemu temu pridruži še pot in pa sebum. Vse skupaj ustvari zelo dober recept za nastanek masken. Maskne, kako se to sklanja v slovenščini. Prvo je, da ne gremo kupovati en kup kozmetičnih izdelkov, zato da bi rešili svojo kožo, svojo ziritirano kožo pod masko. Popolnoma poenostavimo svojo rutino kože. Torej, po dnevi, zjutraj, ko se vstanemo, si umijemo obraz, si nanesemo vlažilno kremo in potem nanesemo še zaščitno kremo z SPF-om 30 do 50, ampak zaščitno kremo nanesimo samo na čelo in pa na nos. Torej tam, kjer nosimo masko, tam ne nanašamo zaščitne kreme proti soncu, ker organski UV filtri lahko pod okluzijo iritirajo kožo in pa seveda imamo masko, torej na nek način je to že zelo dobra zaščita proti soncu. To je čez dan. Zvečer pa potem popolnoma enostavno umijemo kožo, lahko uporabimo dvojno čiščenje, še posebej če imamo kakšen make-up, potem lahko uporabimo kakšne ciljane produkte, če imamo torej mastno kožo, če so se nam že pojavile akne, če imamo suho kožo oziroma kakšne nepravilnosti želimo odpraviti na koži in pa bogato vlažilno kremo. Drugi korak je, da pazimo, kaj je v naših kozmetičnih izdelkih. Ne kupujmo izdelkov, ki imajo alkohol, ki imajo visoko vsebnost alkohola, to so lahko kakšni tonerji. Potem izogibajmo se dišavam, izogibajmo se eteričnim oljem, ker so to zelo iritativne snovi. Potem glejmo produkte, na katerih imajo klejme oil free, in pa nekomedogeno, torej brez olja, nekomedogeno. To je v bistvu česa se moramo izogibati. Katere sestavine pa mi želimo imeti v svoji vlažilni negi tako zjutraj kot zvečer, da ohranjamo dobro barierno funkcijo kože, pa so ceramidi, niacinamid, peptidi, potem so to hialuronska kislina in pa seveda glicerin. Glicerin je prisoten kar v nekaj izdelkih in višje kot je na listi, od zadaj na izdelku boljše je, ker zelo dobro vlaži kožo. Tako, to si torej želimo v kozmetičnem izdelku. Potem, če nadaljujem po korakih. Korak 3 je, da poskušamo minimizirati make-up. Oziroma najboljše je, da make-upa pod masko sploh nimamo, ker saj nas noben ne vidi. Tako da poudarite make-up na očeh, mogoče ne zdaj spreminjati oči, da boste kot večerni make-up čez dan, ampak poudarite lepoto svojih oči in preskočite make-up pod masko, ker make-up deluje komedogeno in pospešuje nastanek aken. Če tega ne morete narediti, probajte ga res minimizirati in pa glejte, da se ujema stenom kože. Naprimer, če dajete make-up vsaj na to polovico obraza gor, da potem ni tazga prehoda tukaj pri maski. In ko pridete domov, ko ste nosili masko, torej govorim tudi za moške, ker v bistvu maskne ne izbirajo glede na spol, si operite obraz takoj, ko pridete domov.
Zaradi tega, ker dlje ko bo to na obrazu, dlje ko bo vse to, kar sem prej naštela, ta koktajl se pacal na obrazu, večja je možnost, da nastane aken, bolj bo iritirana koža. Tako da, ko pridete domov, takoj jo operite, naredite kar večerno nego, koža vam bo hvaležna, ker bo v bistvu imela čas, da prebavi, da usrka, da vse te kozmetične učinkovine, ki jih nanesete zvečer, delujejo na koži, ne pa da jih pokasira vaša posteljnina. Mislim, da mi ni treba omenjati, ampak vseeno bom omenila, da pa je 5. korak ta, da maske redno menjavamo. Maske redno menjavamo. To je, kar lahko naredimo za preventivo. Zdaj bom pa pokazala nekaj izdelkov, ki jih lahko uporabljate, če imate kožo nagnjeno k aknam, če želite preprečiti nastanek aken, oziroma da jih uporabljate takrat, ko veste, da boste nosile masko več časa, da boste nosili masko dlje časa. Začnemo s čiščenjem kože. Torej, kot sem rekla, zjutraj ne rabite voda, zdaj zvečer pa lahko pravite dvojno čiščenje. Bioderma, ta je zelo nežna micelarna vodica, tako da za make-up je tudi odlična in ne draži kože. In potem po prvem čiščenju make-upa sledi lahko čiščenje s tako hidratantno emulzijo, CeraVe na primer, sploh zdaj v zimskem času je tako zelo hranilna, lahko pokažem, se lepo razmaže, pusti na koži, res tak lep, vlažilen občutek. Pomembno pri čistilih, ki jih imate, je, da vam ne povzročijo, da takole se počutite. Čeprav eni mislijo, da to pomeni, da je ful čista koža, to v bistvu je toliko čista, da je odstranila še ves sebum in potem mi v bistvu to rabimo za našo bariero kože in našo bariero kože s tem uničujemo. Naslednji je La Roche-Posay Effaclar, ta gel pride drugače tudi večja pakunga, je zelo tak lep gelček, če imate raje bolj gel, ki se penijo, ker tale CeraVe se ne peni. Zelo prijeten za uporabo. Lahko uporabljate tudi Cetaphil. Cetaphil ima čistilo tako za mastno kožo, kot za suho in občutljivo kožo. Zdaj pa k dnevni negi. La Roche-Posay ima, čeprav izgovarjam, ima zelo lepo emulzijo Effaclar Duo z niacinamidom za mastno kožo in se zelo hitro vpije, daje lep občutek na koži. Potem ima tudi Ren Hydro Boost za vse tipe kože in pa Neutrogena Hydro Boost, tudi izdelek za suho kožo kot za mastno kožo. Tako da se splača pogledati te izdelke, seveda, tako kot sem prej omenjala, s hialuronsko kislino, glicerinom in podobno. Za nočno nego pa uporabljajte mogoče Cicaplast od La Roche-Posaya. To je ful dobra krema. Jaz včasih uporabljam za dnevno kremo, večinoma za nočno, ko vaša koža je ziritirana in izgublja tisti sijaj, nanesite to zvečer, ker ima 5% pantenola noter, ki kožo res pomerja. Potem za nočno nego si lahko kupite tudi ena taka ogromna embalaža, CeraVe krema Moisturizing Cream, torej vlažilna krema. Sploh ne gre ven. Vlažilna krema. Res taka nočna, tudi s ceramidi, tako da kožo obnavlja po noči. Lahko pa uporabljate tudi, če imate res suho kožo, lahko uporabljate Eucerin Atopic Control. Je tudi zelo dobra krema. Tako, to je, kar se tiče nege kože. Zdaj pa mogoče kaj narediti, če pa se nam akna pojavi. Vse to, kar bom naštela, je v bistvu ciljana nega kože. Torej jo opravite zvečer. Ker če boste to naredile zjutraj, pod masko, pod okluzijo, bojo te učinkovine iritirale kožo. Salicilna kislina je prva stvar, ki zelo dobro pomaga pri aknah. En produkt je na primer ta Vichy Normaderm, ki bi bil drugače zelo dober za dnevno nego, ampak zaradi tega, ker ima salicilno kislino,
ga vključujem v večerno nego. Se zelo lepo vpije. Potem je tukaj tudi Paula's Choice eksfoliantni tonik, rečemo temu, 2%, ki tudi pomaga v bistvu pri zmanjševanju sebuma. Naslednja je azeolinska kislina. Azeolinska kislina prav tako pomaga pri aknah, pri masknah. Ima ga The Ordinary, ima produkt z azeolinsko kislino, v bistvu je to suspenzija, prav tako pa ima azeolinsko kislino Paula's Choice produkt, to je vse suspenzija. In če se vam slučajno začne majčkeno luščiti ta sam izdelek iz kože, nič takega, to je pač na tak način azeolinska kislina deluje, ne se ustrašiti. Tretji način so hidrokoloidni obliži, ta način je meni ful všeč. V bistvu uporabite obliže, ki se uporabljajo za herpes, torej hidrokoloidni obliži za herpes. Pri nas so na primer Compeed, te sem našla. Pri nas nimamo prav teh obližev za akne. V tujini namenjajo take obliže prav aknam in zdaj sem videla, da v bistvu so že take luškane, ali so rožice, ali so srčki, zvezdice in si daš gor na obraz in v bistvu si ponosen, da imaš akne. Se ne sramuješ, da imaš akne. Taka zanimiva ideja, no? Kaj omogočajo? V bistvu ta hidrokoloidni obliž suši akno in omogoča, da se ne dotikamo. Ker vem, da vsi smo, tega ne moramo si izbiti ven, vsi se hočemo pol dotikati tistega in probati nekako moti nas. No, in na ta način se vsaj lahko dotikamo, ampak se akne ne bomo dotaknili, ker je gor hidrokoloidni obliž in akna ima svoj mir, da se lepo zaceli. In se tudi hitreje zaceli. Naslednji je cinkov oksid. Drage mamice, če imate doma sudokrem, super rešitev. Sam namažite cep s cinkovim oksidom, ki je noter v sudokremu, seveda ena od sestavin, lepo suši akne in v bistvu deluje protivnetno. In pa, da ne pozabim še na zadnje, to je žveplo. Tudi Vichyjeva linija Norma Derm pri nas ima Vichy SOS, neko tako kremico z 10% žveplom noter, ki tudi v bistvu suši akno in preprečuje to rdečico okrog akne. Tako, to je vse, kar lahko uporabljate v svojih kozmetičnih izdelkih v nočni negi. Zdaj, če vam je bila ta vsebina všečkajte, lahko komentirate karkoli, ful bom vesela vsakega komentarja in pa, če podpirate moje vsebine, prosim, naročite se na kanal. Hvala vam, čau!